Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o pomlajevanju kože na obrazu in pa odpravljanju celulita po tradicionalni kitajski medicini. No, tradicionalna kitajska medicina najprej za sam začetek teh izzivov ne pozna toliko, kolikor jih poznamo v zahodnem svetu, ampak vendarle imajo čudovite metode, ki jih boste danes spoznali, in sicer z uporabo pripomočka, ki ste ga že spoznali v naši oddaji, in tudi sicer, ko sem sama potovala po Japonskem, ko sem bila na Japonskem, na Kitajskem in tako naprej, sem ugotovila, da predvsem ženske tam izgledajo neprimerljivo mlajše s tem, kar mogoče mi sami mislimo. No, še kakšno konkretno informacijo boste danes lahko izvedele, drage dame, kako, na kakšen način, kaj torej početi s kožo na obrazu, da bo tako čudovita, sijoča, napeta in dejansko brez gub, kot je seveda tudi koža gospe Yao, gospe Lili Yao, ki ima pri svojih letih, pa bom kasneje povedala, koliko je stara, zares kožo 20-letnice, bi dejansko lahko rekli. Mi pa imamo v naši družbi dr. Yao Junhao in pa Miha Viranta, ki nam bo prevajal. Hvala lepa, lepo pozdravljena, dobrodošla. Danes se ljudje zelo hitro odzovajo na besedo pomlajevanje, veliko hitreje v bistvu kot na besedo razstrupljanje oziroma kot nek detoks. Ampak za pomlajevanje je verjetno razstrupljanje nujno, ne? 是分开或者他们两个有很重要的关系。是一起的，必须是一起的，又要让它美，但是又要排毒，只有排了毒才是真正的美嘛。我们讲是自然美。Morata biti skupaj. Morata biti skupaj, ker doktor pravi, prava lepota se zgodi, ne, se pokaže šele takrat, kadar, ko bi rekel, strupe izločimo. 中国人讲的是自然，不是说 化妆画出来的美，是最自然的。 Pač naravna lepota pomeni ne, da jo mi narišemo, da jo ustvarimo, ampak gre za v bistvu kakor dobro presnovo. Dobra presnova pomeni, veliko svežih stvari sprejemamo in veliko starih stvari dajemo stran konstantno. In zaradi tega, ko bi rekel, koža ostane mlada. Wow. Izjemno. Danes, ko živimo v tem svetu, kjer je vse bolj dostopen tudi kozmetični preparati in storitve, kot so botoks in ne vem, take in drugačne zadeve, se včasih pozablja na te naravne stvari kot takšne. Kakšen pripomoček uporablja, zelo preprosto zgleda, kakšen pripomoček uporablja gospa Yao? 它就是用的我们最传统的刮痧板，这个我上次说过是2000年前就开始用，可以一直用到现在。 Lili trenutno uporablja najbolj enostavno guaša ploščico. To je ploščica, ki je narejena iz rogov vodnega bivola in se kot taka uporablja že 2000 let. Mislim, ima že zelo dolgo zgodovino. Ja. Zakaj ravno te živali? 为什么水牛的脚？用这个水牛的脚是因为它有清热解毒的作用。我们认为那个水牛它是水里的动物，它可以让皮肤的水分变得多一些，变得很平衡。 Zaradi tega, ker ima kakor lastnost, je kakor hladi, pa razstruplja. Pa tudi zaradi tega, ker ta bivol, ker živi v vodi in to se kakor pozna. 当然也有很多其他的材料，像 So tudi drugi materiali, 石头、 iz kamna, 木头、 iz lesa, 所以那种金的、银的、金属的。 kovinski tudi so.
Kot lahko vidimo, torej učinki česanja kože, se pravi na nek način češemo tukaj, kar veliko jih je, torej med drugim obraz postane bolj svetel, pomlajen videz kože, bolj napeta koža, zmanjšanje gub in na koncu tudi zmanjšanje videza pomarančne kože oziroma celulita, tudi o tem bomo govorili. Ampak nekaj me zanima, vendarle pa mogoče, Miha, če greva in stopiva bliže, gospe Yao, ki tale trenutek to izvaja. Torej, ko nežno podrgnemo po obrazu, boj, da se lahko začuti tudi določene vozličke. 好像有时候可以感觉到刮痧下面有一些像气结结子，是吗？对，是的，那个就是因为有湿、有毒、有一些皮肤的垃圾排不出去，就堆积在脸上了。Ja, da se to izkušen terapeut ali terapeutka to lahko začuti, gre pa se v bistvu za vlago, ki se nabere, ali pa vodo, ki se nabere, ali pa kakor strupino, ali pa izločki, ki se niso uspeli izločiti, pa se pa nabirajo. In to v bistvu blokira, ne? Prekrvavitev verjetno. 这是就阻塞血液循环和气血循环。对，就会有皱纹，就会长那种黑斑。Ja, blokira prekrvavitev ne samo s krvjo, ampak tudi s či energijo. In to se pa lahko pokaže kot guba ali pa kot pega. 像丽丽在刮的时候，她会感觉到的。 Zdaj, ko Lili češe, lahko to čuti. Oziroma lahko začuti, če je na kakšnem mestu kakšna taka posebnost. Wow, izjemno. Gospa Jelka, vi imate kar zaprte oči, ko vidim, da uživate. Samo povejte mi, a vas kaj boli to? Ne, sploh ne. Kakšen je občutek? Pa tak prav prijeten, mislim, čutiš, kako bi rekla, res čutiš energijo. Ja, mislim, da koža nekako, ne vem kako bi rekla, v glavnem eno energijo, tako bi bilo mogoče malo toplo, oziroma kar prijetno toplo. Hvala, gospa Jelka. Torej, tudi da nekje koža pordeči, pa tak naprej, to je popolnoma normalno, ne? Na obrazu? Ja. 面部的皮肤变红也是正常吗？就是说刮痧过程中。是的，非常正常。 Ja, čisto normalno. 那个面部的话，我简单的介绍一下。 Na obrazu 这上面是那个我们五脏六腑的相对应的，身体的五脏六腑跟我们的面部是相对应的。 Kakor refleksoterapija, kakor so točke vseh organov na podplatu, so tudi na obrazu. 这是，比如说，这就是我们的头区，这是一束，就是一条杠的话，从这里就是五脏六腑相对应的，就是我们的躯干，身体的躯干，这里。是脊柱吗？ 不，就是整个身体的五脏六腑就在这里面。 Ja, kakor celo telo je simbolno na tej črti, ki poteka od čela proti bradi. 这就是我们的头区。 To je področje glave. 头区、咽喉区。 področje grla. 咽喉区。肺区。pljuč. 两眉之间中间是我们的肺区，两眼之间是我们的心区。 Med očmi je območje srca. 鼻的中间是肝胆肝。 Sredina nosa je območje jeter in žolča. 鼻尖是脾胃。 Vrh nosa je območje vranice in želodca. 这里是我们的膀胱经。 Pod nosom je območje mehurja. 生殖区。 Območje ledvic, poleg ustnic. 肾区。 In tudi na bradi je območje ledvic. 我们的脸上有九条经脉。 Tako da na obrazu poznamo 9 meridianov. 9条经络。有督脉。 To je ta du kanal oziroma funkcionalni kanal, ki teče gor po hrbtenici. 任脉。 Tlele je sprednji kanal, ki teče po sprednjem delu telesa dol. 从迎香走到下面的是大肠经。 Od stranu nosu dol, to je meridian debelega črevesja. To so kakor ekstra meridiani. Kar kamero prosim pobliže, da še enkrat lahko pokažete, kje je meridian debelega črevesja. 大肠经在哪里？ 大肠经在那个
迎香这里， od roba nosu, 经过了这迎香这一块，这里 potem gre pa 所以说迎香穴这里是我们的叫做美容穴。 迎香。要是就说大肠多刮一下这里，就是可以解决便秘的情况。 In ta sploh debelo črevo ali pa delovanje debelega črevesa je zelo pomembno za kozmetiko. Oziroma te točke poleg nosu so tudi kakor kozmetične točke in to širjenje od nosu proti čez lica, to lahko stimulira recimo debelo črevo in glih to, da debelo črevo dobro dela, da človek dobro izloča blato, je pravzaprav za zdrav izgled kože osnovno, bistveno. Wow, izjemno. Spet smo pri prebavi, ne? Karkoli govorimo. 那这样又到消化，又到代谢对系统。对，是的，所以说就是外面和里面都得到了治疗。 Zato pravimo, kako da zdravimo in na površini in v globini. In to se odraža. Ne glede na to, da ona dela na obrazu, ne, ampak, kot je rekla, hoče stimulirati pravzaprav delovanje tudi debelega črevesja. Zanimivo je, ker danes obstaja 1001 različni električni in ne vem kakšen še preparat, ki naj bi likal gube, a vendarle bo dovolj 2000 let star pripomoček in metoda guaša. 很奇怪，好像今天有很多用电的工具可以做，可以把那个温像熨衣服这样熨，但最后还是2000年前的传统方法也有效果。对，我个人认为这个传统的方法是最好的方法。我们因为除了你比如说脸上有皱纹。 我们除了在脸上做治疗，还会在身体其他的部位相关的经络上面做治疗。那个就是说，是他自己真正皮肤的恢复了。Ja, doktorjevo osebno mnenje je, da je tradicionalen način boljši, zaradi tega, ker kljub temu, da hočemo nekaj izboljšati na obrazu, bi doktor predlagal recimo poleg česanja meridianov na obrazu, mogoče tudi česanje kakšnih delov na rokah, v povezavi s tem, kakšna je energetska slika celega telesa. Pa verjetno tudi akupunkturo, ne? 针灸也可以做美容治疗。对，但是很多人他很怕痛，所以就刮痧，他们是最喜欢。 刮痧每一个人他都喜欢。Se da tudi za akupunkturo, je pa česanje, tole guaša je bolj prijetno kot akupunktura. Sploh recimo akupunktura na obrazu, za veliko ljudi je mogoče je to česanje bolj prijetno kot akupunktura na obrazu. Vsekakor se strinjam. Mogoče, če bi gospa Yao povedala še, kaj pa tale potek, ki ga dela? 刚才这个动作，从这个把往侧面，这是我在做那个提升，对，我们的面部衰老就是。dvigovanje, kot lifting, da koža ne upada, ampak da se dvigne. 因为我们人的衰老就是下降了，那个皮肤就像往下面。Ja, ker v procesu staranja se koža nekako sprošča. Gravitacija dela svoje, ne? Ja, na dolgi rok. Odlično. Evo, še čisto tako vprašanje, kaj pa celulit, pomarančasta koža kot takšna? Zdaj, če imam v rokah tale pripomoček, pa da recimo se mi nabira tukaj, na stegnih, to zgolj zdaj pomeni, da bi takole delala, pa bo že kaj delovalo? 对对，这样一刮肯定可以了。它一个是它可以促进那个细胞的新陈代谢嘛。 新的皮肤可以很好的长出来，然后一个可以让它慢慢的消散。Ja, načeloma ja. Zato stimulacijo z česanjem teh točk. Eno je ko bi rekel, se bo koža pomladila zaradi tega, ker se bo pospešil ta presnovni proces, ker se bo metabolizem na tem lokalnem delu pospešil, bojo, ko bi rekel, stare stvari lahko šle ven in nove stvari bojo lahko bolj se pokazale. Ne, na ta način se, ko bi rekel, gube zmanjšajo, pa znaki pomarančne kože odpravijo. Znaki pomarančne kože ali pa že fejs pomarančna koža sama, ja. Odlično. Ali lahko glede na izjemno mladosten izgled in res zelo, zelo lepo kožo gospe Yao, povprašamo njenega soproga, če dovoli, koliko je gospa stara, tako čudovito lepo kožo ima. Upam, da bo kamera tudi gospo pokazala, da se vidi. 可不可以问你他的岁数？ 可以，他今年是44岁。
Lahko vam pove, da je njegova gospa letos stara 44 let. Wow. Izjemno. Dejansko brez gubic, brez vsega, izjemno. Nasploh... Je pa res, da si pogostokrat češe tudi kožo na obrazu, Ja. pa tudi njunemu sinu, ona velikrat dela to česanje z guaša, pa masaže in to. Wow. Nasploh se mi zdi, da kar sem sama tudi videla, ker sem potovala po Kitajskem, na Japonskem in tako naprej, da ženske veliko bolj mladostno izgledajo. 驴友在亚洲的时候，觉得很多女孩子的样子看起来比我们新房年轻多了。是的，是的，他们其实中国人有很多习惯也算是很好，他们喝热水，我觉得喝热水对身体也很好。然后的话，对，像这样，比如说经常做一些刮痧、推拿、按摩，这个我们每一条街上都会有很多家，他们也经常 Na 做。 Kitajskem veliko je teh navad, kako skrbeti za sebe. Recimo, doktor meni, eno je to, da ženske na Kitajskem zelo rade pijejo recimo kakor vročo vodo. In da to, da človek vsak dan pije vročo vodo, ne pa ledeno, se lahko recimo pozna na koži. Ali pa to, da se pogostokrat masirajo, da se pogostokrat češejo ne samo lase, ampak tudi kožo. Ker na Kitajskem je teh, ko bi rekel, salonov z tradicionalno kitajsko medicino zelo veliko. Tako da ženske pogostokrat to izvajajo oziroma imajo to navado. Piti vročo vodo, česati lase in tudi kožo, roke, noge in tako naprej. Wow. Izjemno. Ok, se pravi, je to nekaj, kar lahko vzamemo tudi mi v vsakdanje življenje in bo tudi na nas tako dobro delovalo. Voda, ki je bila omenjena, je torej tista, ki je tudi zelo pomembna. Se pravi, manj vseh teh agresivnih, kozmetičnih preparatov in storitev in vsega tega, kar nudijo in pa nazaj k temu, kar so uporabljali včasih. 以前用的东西是一个方向吗？ 对，我个人认为是的，对，用天然的东西是最好的。 Ja, doktorjevo osebno mnenje je uporabljati naravne izdelke oziroma skrbeti za zdravje v sodelovanju z naravo. 其实这个刮痧美容的话，我们也是从2000年前开始做到现在，这个很明显。 你比如说做个可能2次3次，她那些美女就会觉得自己不一样了，她自己有感觉的。Ja, je, ker že toliko dolgo časa obstaja ta praksa. Doktorju se zdi, je zelo zanimivo to, no, doktor meni recimo po 2 ali 3 seansah česanja, lahko ženske že začutijo, lahko začutijo nekaj novega, nekaj svežega. Tako kot je Jelka omenila, pri tem česanju se lahko, ko bi rekel človek, obrne navznoter in lahko začuti svojo energijo, lahko začuti neko toploto in ta toplota je ta či energija. In to, da smo v stiku z našo lastno či energijo, je zelo pomembno, je zelo vredno. Wow, izjemno. Živi koža, sigurno. Ja, evo, Jelka komentira, ne? Nisem še doživela v življenju čudovito. Ja, da smo ganče hašen pifuša Ja. hođe. Ja, pa zdaj vas nismo slišali, boste mogla še enkrat povedati. Kak ste rekla? 这个我说你可以感觉到暖和的感觉，就是你感觉到 Masažo, 自己的 tako 气， da 这 koža 个是特别重要。 hodi po meni, živi čudovito. Mislim, 自己是什么或者 ne 自己是什么 morem 样的 verjeti, 气 no, 自 da 己 lahko 教你的 je to tako učinkovito, pa krasno, krasno. Ja, fajn izgledate tudi dobro, ne? Čudovito. Ja. Joj, kaj pa to prijetno. Fajn, ne? Ne morem verjeti. Sama ste že šla tudi na akupunkturo? Ja, hodim od vsega začetka. Ja, pa vam je fajn, vam fajn dela? Ja, čudovito, čudovito. Ja, tudi jaz moram zelo pohvaliti akupunkturo. Čudovito. A vas je bilo kaj strah, ko ste šli prvič teh igrec? Ne, sploh ne. Mislim, sploh ne. Mene je prijetno, uživam tiste pol ure, ko sem tam, se sprostim, ko pozabim na vse okrog sebe in sem samo tam in nikjer drugje. Super. Čudovito. Hvala lepa, gospa Jelka, za to, da ste nam vse to povedala. In evo, ženske, ko boste iskale načine za pomlajevanje, za odpravljanje celulita, pozabite na vse tisto, kar vam nudijo danes in obrnite se k tistemu, kar velja že tisočletja in kar prihaja z vzhoda, kar je enostavno preverjeno,
delujoče, kot lahko vidite tudi pri gospe Yao. Telo je svetišče naše duše, je tisti tempelj, ki predstavlja to, da mi lahko obstajamo tukaj, do vitalne energije